Stanje s covidom se ne umirja, saj so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana včeraj obravnavali 341 bolnikov s covidom-19. Tako so včeraj odprli še dodaten oddelek v prostorih diagnostično-terapevtskega servisa. Na včerajšnji novinarski konferenci je Mateja Logar iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja spregovorila tudi o kadrovskih stiskah, o rutinskem testiranju vseh zaposlenih, pojasnila pa je tudi, zakaj imamo v Sloveniji visoke številke umrlih s covidom-19. Stanje je vsekakor daleč od tega, da bi bilo ugodno. Večina postelj v kliničnem centru, ki so namenjene bolnikom za zdravljenje covida, so pravzaprav zasedene, tako da se bo danes odpirala še tretja lokacija na DTS-u. Skratka, situacija, kar se tiče kliničnega centra, je trenutno takšna, da je hospitaliziranih 341 bolnikov s COVID-19, od tega 329 na oddelkih, ki so namenjene zdravljenju covida, in še 12 na drugih oddelkih. Še vedno je več hospitaliziranih moških, to je 190 moških in 139 žensk na oddelkih za epidemijo. Starostni razpon je od 17 do 93 let, medtem ko je v intenzivnih enotah na 5 lokacijah hospitaliziranih 60 bolnikov, 19 žensk in 41 moških. Najmlajši bolnik je star 35 in najstarejši 82 let. Preko vikenda je bilo sprejetih 50 novih bolnikov, od tega kar 10 v intenzivno enoto. In tudi tukaj razpon v bistvu starosti je od 44 pa do 74 let. Skratka, tukaj gre za ljudi, ki bi sicer bili polno sposobni in živeti še kvalitetno življenje še vrsto let, kar pa je seveda ob prebolevanju tako hude okužbe, kot jo imajo trenutno, postavljeno pod vprašaj. Če bodo že preživeli akutno obliko okužbe, se seveda vedno postavlja vprašanje, kakšna bo kvaliteta njihovega življenja po preboleli okužbi. Vedno več je tudi podatkov o tem, da ostajajo določene spremembe v pljučnem parenhimu tudi še več mesecev po preboleli okužbi. Trenutno pa seveda ne moremo vedeti, ali bodo morda ostale spremembe na pljučih trajno, oziroma ali bodo te spremembe takšne, da bodo vplivali na kvaliteto posameznikovega življenja. Kar se tiče samih zaposlenih, smo v prejšnjem tednu pričeli z rutinskim testiranjem na posameznih oddelkih. Če smo predhodno testirali predvsem zaposlene na oddelkih, kjer so se pojavljali izbruhi oziroma vdori v tako imenovane bele cone, se pravi oddelke, kjer naj ne bi bilo bolnikov s covidom, smo sedaj testirali zaposlene rutinsko tudi na oddelkih, kjer se zdravijo bolniki s covidom. Tako da je bilo od petka do včeraj v kliničnem centru pozitivnih 50 zdravstvenih delavcev. Nekaj jih je bilo simptomatskih, nekaj je bilo v bistvu asimptomatskih oziroma še brez razvite klinične slike bolezni. Tako da v luči tega se pojavljajo seveda tudi težave, kar se tiče razpisovanja kadra, zagotavljanja ustrezne oskrbe oziroma pokrivanja teh novo odprtih postelj. Tako da tukaj so obremenitve trenutno zelo velike, ne samo pri medicinskem osebju, tudi pri vsem ostalem, se pravi, vedno je treba potem vedeti, da so tukaj še podporne službe, brez katerih prav gotovo ne bi mogli zagotavljati oskrbe teh bolnikov. Potrebno je poskrbeti tako za čiščenje, kot za hrano, za administrativno oskrbo, tako da teh ljudi, tako kot teh, ki smo neposredno ob bolnikih, ravno tako primanjkuje, in tudi njihov izpad zaradi bolezni, zaradi različnih razlogov, kot je seveda skrb za otroke oziroma nekoga, ki ga imajo doma, ravno tako predstavlja pomembno težavo pri zagotavljanju ustrezne oskrbe vseh bolnikov. Tako da jaz lahko izrazim svoje osebno mnenje, da prav gotovo smo vsi, ki delamo z bolniki s covidom, najbolj nestrpni, da bi prišlo do hitrega upada števila okuženih, česar žal v teh zadnjih tednih
ne opažamo, ker to pomeni, da ko se bo enkrat začel trend zniževanja v populaciji, bomo postopoma začeli opažati upad števila novo sprejetih bolnikov najprej na navadne oddelke in potem tudi na intenzivne enote, kar bo pomenilo, da bodo ljudje, ki sedaj delajo redno s COVID bolniki, lahko šli delati na svoje matične ustanove, ker je seveda pomembno, da v tem času zagotavljamo dobro in kvalitetno zdravstveno oskrbo tudi za vse ostale bolnike, ne samo za bolnike s COVID-om. In morda ravno zaradi tega zavedanja se še vsi zdravstveni delavci toliko bolj trudimo, da tudi izven delovnega časa upoštevamo vse ukrepe, ki so v veljavi, tako da upamo, da ne bomo nekje z neupoštevanjem ukrepov dosegli tega, da se bo začela krivulja namesto obračanja navzdol obračati ponovno na eksponentni del krivulje, ker v tem primeru nas vse v resnici skrbi, da bo prišlo do tega, da ne bomo mogli zagotavljati ustrezne, dobre in varne oskrbe za bolnike, ki nimajo COVID-a, ker bodo postelje, ki jih potrebujemo, zasedli bolniki s COVID. V minulem tednu so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana začeli z rutinskim testiranjem vseh zaposlenih na okužbo s koronavirusom. V nadaljevanju tiskovne konference pa je Logarjeva spregovorila tudi o sami organizaciji testiranj zdravstvenih delavcev. V kliničnem centru je seveda zaposleno veliko število ljudi, tako da bi v enem dnevu nikakor ne mogli potestirati vseh zaposlenih, tako da smo naredili seznam enot in po tem vrstnem redu se potem zaposleni tudi testirajo. Testirnih mest je v bistvu več, tako da pač lahko zajamemo čim večje število zaposlenih v enem dnevu. Predvidoma se bodo testiranja izvajala enkrat tedensko, takšno je vsaj navodilo strani Ministrstva za zdravje. Kaj pričakujemo od tega? Da vedno s takšnimi testiranji vidimo situacijo v določenem trenutku, kot ste rekli. Se pravi, vemo, da je nekdo pozitiven v tem trenutku, ne vemo, kaj se bo zgodilo z njim čez dan ali dva. Ampak vsekakor, če nekoga najdemo, bomo rekli, še v predsimptomni fazi okužbe, bomo na ta način, če ga bomo umaknili iz delovnega procesa, zmanjšali možnost, da bi prišlo do širjenja okužbe predvsem na sodelavce. Tukaj je bistveno manjša nevarnost za bolnike, predvsem gre tukaj, kar smo v zadnjih mesecih se naučili, zato da pride ob socialnih stikih potem do prenosa na sodelavce, kar pomeni, da se mora iz procesa dela umikati bistveno večje število ljudi, kot če takšno osebo najdemo na začetku.